Dobro jutro. Veš, kera stvar ti jutro lahko fejst polepša? Recimo kaj tazga. Ali pa kaj tazga. Ok, zdaj pa, da ne bom takoj z Mustangom zatežil, čeprav verjamem, da ne bi imeli nič proti, je še ena druga stvar, ki jo hočem pokazati, ker nam, tistim, ki včasih ustvarjamo tudi s fotoaparatom pa s kamero, zelo prav pride. Tale avto bi ti rad pokazal, takole iz prve zgleda čisten tak navaden Fordov enoprostorc, ampak pa priješ pa na zadnji konc. Tisti, ki se ukvarjajo s fotografijo pa z videom, boste vedeli, zakaj je tole toliko zakon. Štender, kamera, aparat, školka, sedež na saneh. Veš, to je posebej predelan S-Max. Včasih je bil pa Focus ST, rdeč, karavan, predelan v tole. Video Photo Peoples, od 1 do 10, koliko je tole 8? 25? Ok, zdaj pa cajde se z Anžetom podala na pot, malo spremenjen načrt, ne bo kabrio, hotla so recimo tegale, bo pa tale, pa danes s tem malim motorjem, pa z avtomatskim menjalnikom. Če ne drugega, pa lahko vsaj soseda malo posnamem, ki naredi bo, ki se odpele, a ne? Navigation's all set for you. Okay. It's a different coffee stop today. Okay. Have a good drive. Thank you so much. Okay. Take care. Bye-bye. Pa za tiste, ki vedno pravite, sam V8 je ta prav Mustang. Mislim, tisti, da zihar največ užitkov, ampak moram ti reči, da ostale 2-300 konji, mislim, s ta pravim voznikom, s ta pravimi ovinki, lots of fun. V bistvu ne sam to, zdaj je že malo pick up the pace, pa take fore, pa prav, da se ta avto pele še boljš kot V8, da je malo bolj lahkoten, tudi zato, ker je lažje, se strinjaš? Vse. Pauza za sekundo, da se malo razgovorim o menjalniku, zato ker je to, kar sem že včeraj povedal, kar big deal, kar se tiče Mustanga, pa tudi Forda na splošno. A veš, Mustang je prej tudi imel avtomatski menjalnik, ampak je razpolagal sam s 6 stopnjami. Ta nov avtomatik, elektronsko krmiljem pa razpolaga z 10. In zdaj se človek vpraša, pa avto res rab 10 prestav. Veš, take stvari ponovadi lahko rečeš tudi napredek. Če se malo, da gre V8 mimo. Pritisnem ga. Nov menjalnik ima med drugim boljš zračunana prestavna razmerja, zaradi tega je avto tudi ekonomičen. V 10 prestav že lahko pod 80 km/h in pol lahko umerjeno kruzaš, pa malo več prešparaš, kot si lahko prej. Vidiš, v 10 primanjka 80 na uro. Pa avtomatsko se prilagaja načinu vožnje, pa ne samo to, Ford preden ga je spravil, ker ga od serijskih avtov je z njim naredil 6 milijonov testnih kilometrov. Ok, še dve stvari moram povedati. Prva je varnost. A veš, Mustang je s faceliftom dobil tudi varnostni update. To pomeni, da te sistemi znajo opozoriti, če nenamerno zapustiš svoj pas, avto zna samodejno prilagajati snop luči. Tretjič, ne sam, da zna sam zabremzati, zato ker četrtič prepozna tudi pešce pa druge avtomobile in te že pred tem, ko se je zgodil potencialna štala, opozori pa prav, pazi, za ta drugo stvar bo treba pa noter. A veš, ta avto se prvič lahko pohvali z digitalno instrumentno ploščo. Evo, v osnovi izgleda takole, pa zdaj vidim, da so na sredini zapisani moji G-pospeški, mislim dosežki. Pa imaš pa tukaj različna stikala in eno izmed njih upravlja vozne programe. In s spreminjanjem voznih programov se ti pol prilagaja tudi grafika. Le na levi strani boš videl, kater program je vklopljen, tole je Normal, tole je My Mode, kjer si lahko vse skupaj malo dodatno prilagajaš. Veš, takole zgleda, ko malo po gasu stopaš, pa Racetrack Mode. In to je na grobo to, kar se tiče digitalne instrumentne plošče, zdaj sem pa jaz na vrst, da pelem. Prvi občutek, kar se menjalnika tiče, če ga imaš v običajnem načinu, moram reči, da prestavlja zelo nezaznavno. To je drugače pohvala, da se razumem. Zdaj bom prestavil pa v Sport Plus Mode, pa takole, pa da vidim, kako se bo obnašal, če bom probal sam malo volanske uhle uporabljati. Evo, prestavljanje 6, 5, 4, 3, kar odzivanje. Ni bliskovito hitro, sem že srečal bolj odzivne pa hitrejše menjalnike, ampak pismo, zdaj se kar v redu pelemo čez te ovinke, pa moram reči, da ne pogrešam kakšne dodatne hitrosti ali pa odzivnosti. Fajn mi je. Ful se dobro pele, ne? Ja, ful se dobro pele. Pravzaprav videz vara, ker Mustang je relativno težek, pa velik avto, ampak v ovinkih, če se ga lotiš na ta prav način, ti lahko zelo veliko da. Evo, tako hitro, ki se je začel, se je tudi končal.
izpred pulca.